Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, novinarke, novinarji. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci posvečeni COVID-19, ki jo bo danes tolmačila gospa Karin Brumen. Novinarsko konferenco bomo posvetili razmeram v bolnišnicah in tudi nekaterim vprašanjem, ki ostajajo odprta pred jutrišnjim pričetkom obveznega samotestiranja za vse učence, se opravičujem, 3-krat tedensko. Z nami sta danes minister za zdravje Janez Poklukar in gospod Denis Baš, doktor medicine, specialist pediatrije. Najprej besedo predajam ministru. Izvolite. Spoštovani, predstavil bom zadnje aktualne informacije glede kapacitet v zdravstvu in mobilizacije kadra. Danes je 3763 novo okuženih, oziroma 419 več kot prejšnji torek. Bolnišnično oskrbo potrebuje 838 ljudi, od tega jih 568 potrebuje oskrbo s kisikom, na intenzivnih enotah pa je danes zdravljenih 236 bolnikov. Z bolnišnicami praktično dnevno usklajujemo potrebne kapacitete. Ob tem smo pred res velikim izzivom. Dogovorili smo se, da z današnjim dnem vzpostavljamo vseh 288 predvidenih kapacitet v enotah intenzivne terapije. S tem prehajamo na maksimum obravnav, ki jih zmoremo, da je standard obravnave še minimalno zadovoljiv. Priprave, kako se organizirati, če presežemo to številko, pa že potekajo. Ob zasedenosti intenzivnih postelj na 288 uvajamo v zdravstvu skrajne izredne razmere. Pacienti bodo sicer obravnavani, vendar pa bo standard močno zmanjšan. To bo veljalo tako za ne-COVID kot tudi COVID paciente. Glede obravnav smo že sedaj v situaciji, ko po eni strani še komaj rešujemo življenja in po drugi strani zdravimo nujna in hitra stanja. Lahko bi rekli, da imamo v zdravstvu uveden zdravstveni lockdown, saj praktično nimamo druge izbire. Vsi nenujni posegi so odpovedani ali se odpovedujejo. Bolnišnice v teh dneh prioritetno usmerjajo svoje kadrovske kapacitete v zdravljenje COVID bolnikov in ne-COVID bolnikov, ki imajo oznako nujno ali zelo hitro. Ostale kadrovske vire lahko uporabijo za izvajanje nenujnih storitev. Seveda, ko realizirajo prej navedeno. Da se lažje organiziramo, smo centralizirali COVID porode, psihiatrično COVID obravnavo in pa intenzivno obravnavo otrok. Trenutno poteka največja mobilizacija in premiki kadrov znotraj zdravstvenega sistema v zgodovini samostojne Slovenije. Prosim za predvajanje slajda, ki nazorno ponazori trenutno situacijo oziroma našo mobilizacijo. Kot vidite, smo zdravstvo sestavili iz 7 koordinacijskih enot. Na prvem mestu so COVID bolnišnice, potem so ne-COVID bolnišnice, psihiatrične bolnišnice, primarna zdravstvena raven, koncesionarji in zasebniki ter zobozdravniki, ki jih povezuje Zdravniška zbornica Slovenije, potem naši nacionalni inštituti, se pravi Nacionalni inštitut za javno zdravje, Nacionalni laboratorij za zrak, okolje in hrano, Zavod za transfuzijsko medicino in pa Inštitut za mikrobiologijo, ter kot 7. steber vojaška zdravstvena enota z mobilizacijo tudi civilne zaščite in pa pripadnikov Rdečega križa. Seveda tukaj ne gre spregledati tudi šolskega sistema, kajti aktivirale so se tudi zdravstvene srednje šole in fakultete, ter tudi obe medicinski fakulteti. Pa, če se vrnem nazaj na organizacijo, je seveda treba povedati, da imamo to organizacijo potem postavljeno na regijskem nivoju in poteka enako kot na nacionalnem. Vsakodnevna koordinacija in na vrhu koordinacije COVID bolnišnice je koordinator za COVID bolniške postelje, to je dr. Karota, ki že več kot
leto in pol upravlja to osrednjo vlogo pri koordinaciji kapacitet v COVID bolnišnicah in z tega mesta se mu iskreno zahvaljujem za vse narejeno v zadnjem letu in pol. Hkrati smo imenovali tudi 15 COVID koordinatorjev za kadre v vseh COVID bolnišnicah. Ko je prihajalo do mobilizacije zdravstva, so seveda najprej COVID bolnišnice za notranjo reorganizacijo prerazporedile svoje kadre. Ves čas, ko prihaja do premeščanja COVID in ne-COVID bolnikov med raznimi segmenti zdravstva, ima tukaj pomembno vlogo dispečerski center, ki je bil, bom rekel, postavljen v zadnjih 2 letih in pomembno pripomore k organizacijski in pa logistični podpori trenutnih dogajanj. V vseh segmentih, se pravi tako na nacionalnem kot tudi regijskem, vsi prej omenjeni segmenti prispevajo kader v COVID bolnišnice, hkrati pa seveda bolnike, ki so ozdravljeni za COVID-om in jih ni moč odpustiti v domače okolje, iz katerega koli razloga, prerazporejamo na druge kapacitete, se pravi v ne-COVID nastanitvene kapacitete, tudi zdravilišča. Kot sem že omenil, smo centralizirali tudi psihiatrično zdravljenje COVID bolnikov v psihiatrični kliniki Ljubljana ter tudi porode, seveda vkolikor ne gre za nujne, vse bolnišnice oziroma vse porodnišnice tudi zagotavljajo nujne COVID porode. Hkrati pa, kot sem že rekel, tudi poteka centralizacija otroške intenzivne terapije. V tem segmentu ne smemo spregledati na primarnem nivoju cepilnih centrov in pa COVID vstopnih točk ter rdečih con, ki jih zagotavljajo zdravstveni domovi in vsi izvajalci na primarnem nivoju, kar pomeni pomemben dodaten kadrovski in logistični zalogaj. Hkrati tudi vsi naši inštituti, se pravi Nacionalni inštitut za javno zdravje, v tem trenutku pomembno pomaga pri detekciji vseh rizičnih kontaktov ter z njimi vzpostavlja seveda ustrezne komunikacijske kanale, da ljudje pravi čas na primeren način vstopijo in pristopijo k samoizolaciji oziroma karanteni. Nacionalni laboratorij za zrak, okolje in hrano ter Inštitut za mikrobiologijo skupaj tudi z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana zagotavljajo praktično vse naše kapacitete. PCR testirani so z tega vidika izredno pomembni, tako da verjamem, da ob povečanem številu hitrih antigenskih testov, ki se dogaja v tem zadnjih 10 dneh po uvedbi odloka, kjer dosegamo 2-kratnih in pa celo 3-kratnih prejšnjih doseženih dnevnih testiranj, bodo tudi ti laboratoriji maksimalno angažirani in mobilizirani, da seveda upravijo omenjene potrditvene oziroma zavrnitvene teste. Zavod za transfuzijsko medicino je opravil preverbo vseh zalog krvi in pa zdravil iz krvi in v tem trenutku ni dileme o tem, ali je to zdravljenje pri nas mogoče. Zavod za transfuzijsko medicino zagotavlja, da v tem delu ne bo moten. Kar se tiče preskrbo s kisikom, kisika je v Sloveniji dovolj, tudi jeklenk za preskrbo s kisikom je dovolj. Dobavitelji so povečali količino svojih kisikovih jeklenk, izboljšaje se je logistika nad razporejanjem jeklenk po terenu. Kar se tiče osebne varovalne opreme, državne blagovne rezerve imajo tako kot bolnišnice ta trenutek dovolj vse osebne varovalne opreme.